Danes si bomo gledali predsestavljen računalnik in vem, kaj si verjetno misliš. Naprej zgrajeni računalniki niso najbolj razburljiva stvar, če se vsaj malo spoznaš na računalniške komponente. Ampak danes ob precenjenih grafičnih karticah je za veliko ljudi predsestavljen računalnik najcenejša opcija, če želijo kupiti gaming PC. Torej to, kar imam danes tu pred sabo, je Lenovo T5 in T5 je nekako glavni adut Lenovota in že večkrat so ga posodobili tekom let z modernimi komponentami. Ta verzija podpira procesorje do AMD Ryzen 7 5. generacije in Intel i7 10. generacije z RTX in GTX grafičnimi karticami. Pred sabo pa imam model z AMD Ryzen 7 5700G in RTX 3070 grafično kartico, skupno z 16 GB Armor DDR4 pomnilnika na frekvenci 3200 MHz in NVMe SSD diskom velikosti 512 GB. Ne smemo pa pozabiti tudi na dodaten HDD disk kapacitete 2 TB za vse, ki želite malo več prostora za shranjevanje, saj veste, kdo ste. Procesor se nahaja na matični plošči AMD B550, poganja pa ga 550W napajalnik z 88% izkoristka. Torej, glede računalnika lahko rečem kar nekaj dobrih stvari, ampak prav tako lahko rečem tudi kar nekaj slabih. Torej, gremo kar po vrsti. Sama kvaliteta ohišja je res dobra. Čeprav govorimo o plastiki, nikoli nisem imel nekega pretiranega občutka, da gre za ceneno ohišje. Z dobrimi 12 kg teže je računalnik še vedno dovolj lahek, da ga lahko brez večjih težav premikaš, ampak hkrati pa je teža dovolj velika, da nimam ravno velike želje, da bi ga nosil naokoli. Sprednja plošča pride z okrožnimi robovi in logotipom Lenovo na sredini. Logotip je osvetljen v modri barvi, žal pa barve ni možno spreminjati, možno je spreminjati le intenzivnost osvetljave. V notranjosti najdeš nekaj več RGB osvetljave, ki je vidna skozi stransko ploščo. Tudi celotna povezljivost je več kot dobra. Na sprednjem delu lahko zgoraj najdeš dva USB 3.2 priključka ter priključka za mikrofon in slušalke. Mogoče bi v modernem času pogrešal zgolj kakšen USB-C priključek, saj tega najdemo zgolj na zadnji strani. Zraven njega lahko zadaj najdeš še dvoje USB 2.0 vrat, dvojna USB 3.2 vrata in priključke za zvok in Ethernet, torej klasika. Če pridemo na teste, računalnik premore dovolj zmogljivosti za poganjanje iger na QHD ločljivosti pri visokih nastavitvah. Igre so seveda igrane tudi na vse bolj priljubljeni UHD, vendar bo potreben spust grafičnih nastavitev pri grafično zahtevnejših igrah. Vse od matične plošče do procesorja ter napajalnika je kvalitetno, sestava pa dobro uravnotežena. Če pridemo na praktične teste, se računalnik obnese po pričakovanjih, do segrevanja in drugih nevšečnosti pa ni prišlo. Torej, kaj za konec lahko rečemo o računalniku? No, Lenovo T5 je prijetnega videza, zlasti kolikor obožuješ črno barvo z dobrim delom RGB osvetljave. V notranjosti so vgrajene sodobne komponente z odličnim razmerjem med zmogljivostjo in ceno.
Cena za osnovni model z RTX 360 grafično kartico in Ryzen 5 5600G se prične pri tam 1650 evrih, medtem ko boš mogel za ta model, ki ga imam pred sabo, odšteti dobrih 150 evrov več, saj lahko tvoj za samo 1800 evrov. Ob trenutno pregrešno visoki ceni grafičnih kartic lahko pričakuješ, da boš zgolj za RTX 370 odštel tam 1300 evrov, zato bi težko rekel, da računalnik ne upraviči svoje cene. Trenutno je res slab čas za nakup računalnika, ampak vkolikor si ga res želiš, se vsekakor splača pogledati v smer Lenovo tapet.